Kje je meja med razžalitvijo in svobodo govora? Vprašanje, na katerega težko odgovorijo celo pravniki. Morda je tudi zato predsednica Državnega zbora Romana Vodeba raje prijavila zaradi kršenja javnega reda in miru. Psihoanalitik, sicer znan po tem, da pri svojih izražanjih mnenj nima filtra, jo je namreč s svojimi besedami v pogovorni oddaji Ura resnice užalil. Predsednica Državnega zbora se je počutila ogroženo. Zakaj, je preverjal Vitomir Petrovič. Čeprav za politike velja nenapisano pravilo, da morajo imeti trdo kožo in biti sposobni prinesti več kritike kot drugi, za predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič to očitno ne drži. Kot je zapisala v prijavi zoper psihoanalitika Romana Vodeba, svojim sovražnim govorom ne napada zgolj nje, temveč žali in diskriminira tudi druge ženske, zlasti omenja lezbijke in biseksualke. Takšne izjave pa ne sodijo v segment političnega komentiranja, toliko manj psihološkega, temveč predstavljajo zlorabo svobode govora. Zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru je že drugič prejel položnico za 250 evrov. Ta zakon je za vaške razgrajače pisan, ne pa za cenzuro intelektualne oddaje. In ta paradigma se je poklopila. Prvič, Urški Klakočar Zupančič, in zdaj pa lahko čemo. In isti postopek je zdaj pri Uri moči uporabila, s tem, da je kaznovala, s policijo preganjala mene in Aljuša Pertinača za isto oddajo. Češ, da se je ona ogroženo, užaljeno, ne vem kaj, počutila. Prvič že zaradi oddaje Faktor leta 2023, zdaj pa ji ni bila na voljo niti Ura resnice. Se zatekajo bipolarci k sodnemu preganjanju tistega, ki gre na živce. Oni nimajo, kot tudi pravi, se mi smo čustvena bitja, zakaj pa ne bi čustveno reagirali? Zato, ker po političnem poslovnem boltonu se to ne sme. Ne, pa jaz pa bom, pa jaz sem taka, pa bom, ne. Mislim, ona ne more krotiti. Mimo tega, da ženske nimajo nadjaza. To je moralna razsodnost, ko se ženske seksualno spi, pa to si goli pa košta voli. Šlo je izključno za mojo strokovno analizo, ki pa očitno ni povšeč prvi predsednici Državnega zbora, odločno stoji za svojimi besedami tudi danes. Osebnostne lastnosti, ki jih ima Urška Klakočar Zupančič, niso za politiko. Škodi državi. Ugled Državnega zbora pada, to se norca delajo. Po celi Evropi, iz našega parlamenta, ker tako vodi seje, ker jemlje besedo, ker nima političnega bontona. Kar so v zadnjih 3 letih na svojih ramenih občutili tudi skoraj vsi predstavniki opozicije. Naj si bo to poslanec Andrej Hoivik, ki opozori na javno objavljene uradne zaznamke o sumu zlorabe položaja na Ministrstvu za kulturo, da so zakonski roki mimo in da jaz ne bom delala nezakonito in da se moramo vsi držati zakonskih rokov, česar gospa ni sprejela. Bom jaz poklicala policijo, res, in jim bom predala vse to, kar imate. In hkrati povedala, da vi, kot oseba, javni funkcionar, niste tega prijavili na policijo. Tega je zdaj dovolj. Ali pa, če se kraljici Državnega zbora zameri vodja druge največje opozicijske stranke Nove Slovenije. Dovolj je, gospod Cigler Kralj, moja odločitev je dokončna. In kako se dama z rdečimi salonarji vidi v političnem ogledalu? Jaz zase lahko rečem, da imam povsem mirno vest, delujem v okviru ustave, v okviru zakonov, v okviru našega pravnega reda. No, Vodeb je odločen, da kazni ne bo plačal in bo raje sprejel sodno bitko. In tu pričakuje, da bo, podobno kot je v parlamentu, z dvigom krila poslancem pokazala svoje stegno, brez zadržkov pokazala tudi zdravstveni karton.